Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o propadu Zahodnega rimskega cesarstva. Po 200-letnem obdobju miru, razcveta in razmeroma močni centralni vladi je Rim v 3. stoletju zajela kriza. Eden od pomembnih vzrokov za slabitev države so bili pogosti napadi ljudstva na severni meji. Ob koncu 2. stoletja je nastopilo obdobje, ko vladarjev niso izbirali po načelu posinovljanja. Sebični in vplivni ljudje, predvsem vojskovodje, so se bojevali za oblast. Velikokrat so se prestola vrgli cesarja in nato sami doživeli podobno usodo. Senat je izgubil skoraj ves vpliv, pridobila pa ga je vojska, ki je podpirala in nastavljala vladarje. Zakonov niso več spoštovali, širila sta se kriminal in piratstvo. V nekaterih provincah so pustošile lakota in bolezni. V teh nemirnih časih, ko so bili potrebni novi davki za vzdrževanje miru in reda, je število prebivalcev upadalo, kar je še slabilo obrambo. Propad je začasno preprečil cesar Dioklecijan, ki se je leta 305 odpovedal prestolu. Med njegovimi nasledniki je prišlo do vojne za nasledstvo. Red je obnovil, ki so ga za cesarja razglasili vojaki v Britaniji. V večletnih bojih je premagal tekmece in dokončal Dioklecijanove reforme. S tem je utrdil novo obliko vladavine, absolutno monarhijo. Prenos prestolnice v Konstantinopel je še bolj oslabil zahodni del imperija, v katerega se je že naselilo več germanskih ljudstev. Leta 395 je rimski imperij dokončno razpadel na dve polovici. Vzhodni del s središčem v Konstantinoplu je ostal močan in je obsegal kulturno in gospodarsko najbolj razvite dežele, ker je imel enotno versko skupnost, helenistično državno identiteto in jezik, predvsem pa uspešneje gospodarstvo in doživljal manj pritiskov na mejah. Zato se je tudi obdržal še tisočletje. Zahodni del s središčem v Rimu pa je počasi zamiral. Leta 476 so Goti odstavili zadnjega rimskega cesarja, Romula Augustusa, in za kralja Italije postavili svojega poveljnika, Odoakerija. Toda kaj so bili vzroki za propad? Zgodovinarji nimajo enotnega odgovora na vprašanje, zakaj je tako močna politična tvorba propadla. Obstaja vrsta teorij, ki vidijo vzroke za propad zgolj v enem dejavniku. Eden od teh je bil upadi tujih ljudstev. Rimski imperij je bil tarča napadov različnih ljudstev v vseh obdobjih obstoja. V 4. stoletju pred našim štetjem ga je ogrožala keltska selitev na jug, pohod Tevtonov in Kimbrov. Konec 2. stoletja pred našim štetjem za časa Cezarja in Augusta so upadala germanska plemena. V drugi polovici 2. stoletja je vdor Langobardov in Markomanov v temeljih pretresel rimsko družbo. V 5. stoletju so na meje cesarstva pritisnila številna germanska plemena: Goti, Vandali, Langobardi, Burgundi in Franki. In nato še vzhodna nomadska plemena, kot so Huni in Alani. Prebivalstvo severne in vzhodne Evrope, ki je naraščalo, je bilo ujeto med morjem in pusto negostoljubno pokrajino na severu in rimsko mejo na jugu. Pritisku teh ljudstv se rimska država, ki jo je vodila razdrobljena in šibka vlada, ni zmogla več upreti. Demografski razlogi. Od 4. stoletja se je število rimskih prebivalcev zmanjšalo za približno tretjino. To je povzročilo pomanjkanje delovne sile in večjo odvisnost od tujcev. Ekonomski razlogi. V pozni cesarski dobi je bilo rimsko gospodarstvo v razsulu. Temeljilo je zlasti na izkoriščevanju virov osvojenih dežel. Trgovina je poslovala predvsem s sužnji. Država je zahtevala vedno več davkov in jih porabljala za nepotrebne vojne. Pomirjanje notranjih nesoglasij in razkošno življenje cesarjev. Ker se imperij ni širil, je usahnil dotok denarja. To je povzročilo hiperinflacijo. Denar je postal manj vreden, cene so se dvignile v nebo, inflacija je dosegla tudi 15.000%, zato se je ponovno razvila blagovna menjava. Pomanjkanje delovne sile je prizadelo tako kmetijstvo kot obrt. V kmetijstvu so krizo reševali s sistemom zakupništva. Neobdelano zemljo so razdelili revnim naseljencem, predvsem obuboženim kmetom, veteranom, malim obrtnikom, pa tudi sužnjem. V zameno so morali lastnikom dajati tretjino pridelka. Dobesedno se je začel razvijati fevdalizem. Šibkost centralne oblasti. Odnosi med cesarji, senatom in vojsko niso bili povsem urejeni, zato je vsaka stran hotela imeti odločilno vlogo pri izbiri vladarjev. V zgodnjem cesarstvu so vladarji svoje naslednike posinovili. Pozneje je rasel vpliv vojske. Ta je lahko svojega poveljnika razglasila za cesarja in pod njegovim vodstvom bila državljansko vojno proti trenutnemu cesarju. Duhovna kriza.
Z vzhoda so se v obdobju cesarstva širile različne religije. Najpomembnejši sta bili mitraizem in krščanstvo, predvsem zadnje, ki je pozneje postala uradna vera. In prav to naj bi vplivalo na propad rimske družbe. Rimska bojevitost in krepost sta izhajali tudi iz politeistične in militantne religije. Obstoj imperija je bil pogosto ogrožen in zato so morali imeti vojsko, ki je korakala za idejami časti in domoljubja. Krščanske ideje so se močno razlikovale od rimskih. Rimska državna religija je častila prednike, kristjani pa so spoštovali samo svojega boga. Zato ne bi državljani postali apatični, nebojeviti in leni. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.